Dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes bo z nami Aleš Kristančič, gotovo ga poznate. Ampak Aleš ni samo vinar v klasičnem pomenu besede, njemu je pomembno še nekaj več. Aleš, kaj je to? Da si vinar in da pri tem, ko narediš vino, ki je seveda zelo dobro, nič ne pokvariš. In zdravo in čisto vino pride samo iz čiste zemlje. In zato jo moramo... Zato jo moramo čuvati. In tam od spodaj je tudi voda, ki je v bistvu še pred vinom po pomembnosti. Ne? Hvala, vabljeni, ko gleda oddaje Moja družina z Alešem Kristančičem. Spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji Moja družina bomo potovali v čarobni svet Goriških Brd, kjer se stikata tradicija in inovacija, preteklost in prihodnost. Naš gost je Aleš Kristančič, izjemni vinar in obraz priznane vinske kleti Movija, ki je sinonim za vrhunska vina in eno najbolj prepoznavnih slovenskih vinogradniških zgodb. Pozdravljeni, Aleš. Dober dan. Aleš Kristančič izhaja iz družine, ki se že od leta 1820 ukvarja z vinogradništvom. Posestvo Movija s svojimi vinogradi na meji med Slovenijo in Italijo združuje naravne danosti Goriških Brd in vinogradnega kolja, kar daje njihovim vinom edinstven značaj. Aleš ni zgolj varuh te izjemne dediščine, temveč tudi inovator, ki je s svojo vizijo popeljal Movijo med najuglednejše vinske znamke na svetu. Njegova vina odsevajo strast do naravnega in avtentičnega. Aleš je znan po svojem pristopu k biodinamičnem vinogradništvu, ki spoštuje naravne procese in minimalno posega v naravno ravnovesje. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi vini so Lunar, Puro in Veliko Belo, ki so navdušila ljubitelje vina po vsem svetu. Movija pod vodstvom Aleša Kristančiča ni zgolj vinska klet, temveč zgodba o strasti, vztrajnosti in spoštovanju narave. Aleševa predanost je prepoznana tudi mednarodno. Njegova vina so bila predstavljena na prestižnih prireditvah, kot je Wine Spectator Grand Tour v Združenih državah Amerike, kar Movijo postavlja na svetovni vinski zemljevid. Kljub temu, da ga svetovno priznavajo kot enega najboljših vinarjev, Aleš ostaja tesno povezan z domačo zemljo in svojo družino. Njegov pogled na vinogradništvo je filozofski, skoraj poetičen, vina dojema kot odsev narave in časa, v katerem so nastala, ter kot modrost med preteklostjo in prihodnostjo. V današnji oddaji bomo raziskali, kako se prepletata tradicija in inovacija v svetu vina, ter spoznali Alešovo vizijo, ki presega zgolj proizvodnjo vrhunskih vin. Gre za ustvarjanje doživetij, ki povezujejo ljudi. Pridružite se nam in spoznajte zgodbo Aleša Kristančiča ter posestva Movija, ki nas opominjata, da je prava odličnost vedno rezultat ljubezni do dela, do globokega spoštovanja narave. Aleš, dobrodošli še enkrat. Zanima me... Je bilo lepo poslušati. Hvala. Ne samo od vin, iz kakšne družine, videli smo od 1820. leta, iz kakšne družine pravzaprav prihajaš? Naša družina je klasična, bi lahko rekel, za to obdobje, kmečka, seveda s tradicijo, z res nekim posebnim odnosom do zemlje in ne samo do zemlje, tudi do tistega, kar se dogaja potem v kleti, ko ti pobereš in prineseš domov. Zato je bila tudi nekako, ni bilo lahko živeti v Jugoslaviji, namreč takrat je bilo normalno, da so kmetje, pridelek, ki je lahko zrasel na njihovi zemlji, ampak so ga dali potem v klet za družno.
In moj nono in moj tata se niso, in stric se s tem niso strinjali. In so hoteli in so ustrajali in so potem po parih letih tudi uspeli, dobili dovoljenje in ostali samostojni kmetje, ki so zadržali tudi tradicijo kletarjenja. In to je bilo ključno. Drugač pa Izhajate iz velike družine, bi rekli, male? naša familija je bila velika, nono se je dvakrat poročil, ne, in pač prva žena je umrla in je poročil sestro. In zato sta iz prvega in drugega zakona dva fanta, moj stric in moj tata, peljala kmetijo naprej. In no, poleg, kadar sem prišel jaz imam dve sestre, je bilo tako, je bilo že od majhnega, jaz sem bil ta Kar zadnji. živahno, ne? Ja, je bilo nekako določeno, da sem jaz nov gospodar. Ne? In tako da se ni bilo treba odločati v življenju, kaj boš delal, so kar drugi naredili za mene. Kako pomembna pa recimo je bila izobrazba, formalna govorim, pri vaših starših? No, recimo, moj nono je bil izobražen za takratne cajte kar precej in zaradi tega je tudi imel neko pozicijo v tedanji družbi. Kar mu je seveda potem pomagalo po vojni, drugi, ne, in je, zato je vedel malo, recimo, da se ni toliko bal, ne. Smo bili tudi partizanska družina, ne, pri nas itak. In eden brat od mojega očeta je padel v partizanih, ne, nažalost. Ampak potem so prišli tisti težki časi, ko so kar naenkrat nekateri začeli komandirati, ki niso imeli izobrazbe, niso imeli kulture. In to je bilo res težko obdobje za nas, ampak z vztrajnostjo in z vsem tem se je dalo nekako priti naprej. Jaz še danes, recimo, nekatere stvari se težko pogovarjam, ker je veljalo, da se od tega ne sme pogovarjati. Jaz sem bil pri mizi, ko so se pogovarjali, recimo, moj tata, moj stric, še s mojimi tetami, ki so potem bile v Italiji, ampak so mi zaupali kot otroku. Ampak je ta nemost, ta tišina, o teh stvareh se ne sme pogovarjati, je v meni in je še danes težko včasih kaj takega reči. Katere vrednote oziroma spoznanja si pa prejel recimo kot popotnica v življenje od tvoje družine? Jaz bi rekel spoštovanje. Spoštovanje do vseh stvari, ki so okrog tebe, začenši pri ljudeh in potem seveda greš naprej do živali, do zemlje, nasploh do narave. Vedno, recimo, tudi če pridelaš najboljše vino na tem svetu, ali pa če imaš pred seboj najboljše, res najdražje vino na svetu in imaš pred seboj mogoče nekoga, ki nima niti doma, je vedno on bolj pomemben kot vino. To so mi naučili. In zato, veš, ko ti kdo reče, recimo, veš, pokažeš kako flaško redko iz arhive in ti vprašajo, kdaj pa to odpiraš. Na to vprašanje sta lahko dva odgovora. Eden bi lahko rekel v posebnih priložnostih, ampak to je grd odgovor. Ker to pomeni, da ne bi odprl za njega. Takrat moraš odpreti. Bravo. Si bil v mladosti živahen otrok? Ja, sem bil, kar mislim, jaz sem mogel začeti delati zelo hitro. Zelo mlad, ne? Ja, se spomnim, ko sem začel hoditi v prvi razred in sem prišel mimo ene hiše, kjer je bil moj oče, ker je bil pogreb, prvi šolski dan. In me je takrat videl in je rekel, kako je bilo v šoli? Sem rekel, dobro, ne, ni slabo. In je rekel, veš, šola je tvoj problem. Tiste stvari, ki jih boš mogel pa vsako leto, ko boš bolj velik, ki
ki jih boš mogel narediti, tiste bom jaz kontroliral. In dejansko je bilo tako, ne. Šola je bila moj problem. In bom rekel, kot živahen otrok, kakšne so imeli pa starši vzgojne ukrepe, če si bil preveč živahen? Ma veš, da recimo pri nas ni bilo kazni. Zdaj jaz zelo težko rečem, ali zato, ker smo bili tako pridni, jaz imam še 2 sestre, ki sta potem študirale. In mogoče tudi zaradi tega, veš, ker smo imeli toliko dela in smo bili toliko zaposleni. Jaz sem recimo v 1. razredu že mogel, preden sem šel v šolo, narediti v štali. Ni bilo časa sploh v bistvu. Ja, in si predstavljaš, potem po štali, ne moreš iti tako v šolo. Jaz sem hotel vseeno biti frajer na nek način. In sem se tuširal z mrzlo vodo po zimi. Bravo. To je zdaj spet modern rap. Ja, to nisem niti vedel. Ja. Super, Aleš. Čas naj upreganja, tako da predlagam, da gremo zdaj na kratko pavzo in potem se vrnemo nazaj z našim gostom Alešem Kristančičem. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. V prvem delu smo veliko izvedeli od našega gosta Aleša. Aleš, a nas šola dosti nauči za življenje? Ma recimo, to je zelo težko reči. Jaz mislim, da šola je zelo splošen pojem. Učitelj lahko še zmeraj naredi dosti, lahko gleda samo tisto, kar zahteva. Učni načrt, ne? Tako, ali pa vidi tudi potencial, karakter človeka, ali pa vidi tudi, ali je nekdo navajen, ali ima že v sebi tisto spoštovanje. Meni se zdi učitelj zelo, bom rekel, zahteven poklic v bistvu, ne? To je najbolj zahteven poklic. To je nekaj, ko dobiš v roke otroka, ki ga lahko še malo troke izoblikuješ nekako. In recimo jaz, če gledam, jaz sem imel, meni so rekli, ja, šola je tvoja skrb. Ampak tudi, če dobiš slabo oceno, mi te imamo radi, ne se bat prez domov. A veš, kaj je? Da lahko izboljšaš, ne? Ja, in dejansko, ali pa recimo čas, ko si ti naredil naše delo, potem šolo, ti veš sam, koliko moraš, če bi se pa šel kam igrati, pa je to samo tvoja stvar in ne nas vprašati. Bodi sam gospodar tvojega časa. Zdaj, recimo, to je tako skoraj ena vzgoja, ki je, lahko bi rekli, zelo čudna, mogoče za današnje čase, drugačna, ampak jaz mislim, da je prava. Otrok mora se tudi zgodaj zavedati, da ni lih, da ima in odgovornost malo, In pa si mora vzeti čas tudi za sebe, ne? In stik z naravo. Jaz mislim, da mora biti pravi odnos do šole, da ni vse postavljeno, da če si slab v šoli, pa ne veljaš nič. Da boš slab v življenju, ne? Ja, zakaj je to? Se to v bistvu praksa je pokazala, da veliko, rečemo, slabih, neodličnjakov, in pa zelo uspešnih podjetnikov. Ja, seveda, jaz jih tudi dosti poznam, ki bi, jaz pogrešam recimo pri vinarstvu, jaz pogrešam eno tako šolo ali pa univerzo, ne vem, kako bi jo klicali, kjer bi dejansko jih začeli učiti od začetka. Ampak prvi stavek bi mogel biti, človek je vino najdu v naravi, si ni izmislil, tako kot voda. Ker moraš ceniti stvari, ki jih imaš od prvinskega vira. Ja, in moraš paziti, da to ne pokvariš, ker to je tako... Težko nazaj vzpostaviš. Tako moramo... Vedno sem se sprašal, Aleš, kaj si ti? A si podjetnik, a si kmetovalec, a si vinar, a si... Mislim, kako bi se opisal?
Jaz sem kmet. Ali je, bom rekel, naziv nepomemben? Tako bom Ne, rekel, tudi jaz ne vem, ampak jaz sem Aleš kmet. Aleš Movja. Movja je kmetija, ki leži tam, stoji tam dosti časa. In jaz sem 8. generacija, ki skrbimo za njo in imam tudi Lana, ki je 9. generacija in je še z nogami tam in z dušo in s telesom in je zelo priden. Se pravi, recimo podjetnik, klasičen, recimo, če izdeluje, ne vem, žeblje ali pa kozarce, recimo. On ne more reči, letos imamo pa manj kozarcev, ker je bila trgatev kristala manjša. Ker njegova tovarna ima streho, ampak tisti, ki je kmet, je pravi samo takrat, ko akceptira ta riziko narave. Če ti hočeš sezidati, narediti streho nad vinogradom, takrat začneš pridelovati slabo kemijo. Ker ni v sodelovanju z naravo. Seveda ti moraš to, narava ti da in lahko vzame. In če smo enkrat znali pridelovati hrano na tak način, če danes reče kdo, da se ne da, je laž. Moraš imeti pač voljo in kmet mora ratati kmet. V najboljšem pomenu besede. Ja, in dejansko zato si potem omejen z veličino kmetije. Dokler, ker vse dobre stvari, veš kje so? So na robu. Tam, kjer je možnost, da se popravi, pokvari. In če prideš ti blizu roba, takrat imaš še zmeri možnost, tako da pušča en pogum in to je lepo, ampak moraš sprejeti, da recimo kisa ti ni treba kupiti, ker se zgodi, tisti vinar, jaz mislim, ki ne akceptira, da se lahko kak sod pokvari. Lahko dela vino, ampak ga dela na sigurno in tam ni tiste dodane vrednosti. Seveda. Zdaj, omenil si, da si bil v bistvu praktično izbran, da boš nadaljeval družinsko tradicijo. A te je to kdaj obremenjevalo? Ne. Mislim, jaz imam eno dobro lastnost, po mojem, zdaj, lahko, če analiziram za nazaj. Se pravi, tiste stvari, ki mislim, da bi se dalo spremeniti, sem tako trdo, ko se reče, imam tako trdo glavo, zato sem zgubil lase lahko na tej poti in grem z glavo skozi zid. Kjer pa vem, da se to ne da spremeniti. Tam pa ti sprejmeš in iščeš v temu maksimalno dobro. To mislim, da je ena zelo pomembna lastnost, ki velika večina ne zazna in gre pa skozi glavo, skozi zid. Recimo, ko je moj tata bil tako vesel, ker je imel 3. otrok, sin, in pa je, da je imel en teden, da ga ni bilo doma. In takrat, zakaj bi pola jaz mogel to veselje pokvariti? Lepo. Klima se spreminja, a v bistvu klima tudi zdaj vpliva že, lahko opaziš kaj na tvoja vina, so drugačna, boljša? Mislim, prav, kako bi rekel? Mi se trudimo, da ne direktno vidimo tistih negativnih posledic klime, ki bi bolj pomenilo negativni okusi. Ampak dejansko še posebej, recimo zadnja, jaz bi rekel zadnja 4 trgatve, zadnje so bile res drugačne, 4 letine. Zaporedne? Zaporedne, so v tem štos. In če to vidiš in si vinar in si kmet, bilo kaj prideluješ, potem jaz mislim, da je to res glas narave, ki ti pove, da tudi kmetijstvo, če ni še, če ne gre še v smeri naravnega kmetijstva, je zdaj skrajni čas, da se spremeni. Razumem. To je...
Katere dosežke pa si v tvojem življenju šteješ kot najpomembnejše? Jaz ne rad govorim o tem. No, mislim. Ni treba od nagrad, lahko bom rekel kakšne druge, ne? Ker recimo, mene mi je všeč drugače ena gledaš. stvar, ne. Veš, ti si recimo se trudiš, vse imaš krasna vina, jih pride kak novinar, mu jih daš probati, poskušati in govori o njih, kot da je to najboljše vino na svetu in potem ti ne da, ko se točkuje, ti da malo manj pik. Zdaj, potem pa pride en dogodek, ko so prav zaradi takih stvari, so se spomnili in so naredili Wine Creators of the World, se pravi 10 najbolj vplivnih vinskih kreatorjev na svetu, izbranih od 20 najbolj vplivnih novinarjev sveta, kritikov. Med katerimi je bila Jancis Robinson, je bil še Steven Spurrier, je bil še Hugh Johnson, vse kar res smetana. To so bili ljudje, pri katerih včasih tudi zaradi strategije, veš, dekanter ima vedno na prvi strani nekoga iz Burgundije. Recimo Wine Spectator je nagnjen na Bordeaux, ker verjetno od teh živijo oni, ne? Mi ne moramo nič dati, ne. Ampak, ko je bilo treba se podpisati, dati svojih 5 imen vsak, sem pa bil med 10 in to zelo dobro, z dobrimi točkami, ne. In to ti da potem eno moč, ne, ker veš, pri vinu je tako kot pri vseh stvareh. Mi se moramo vedno truditi, nič ni dokončnega, ne. Če hočeš vsako drugo leto je drugačno. Ja, Ni garancija. ker če pogledamo, koliko tisočlet je stara stvar vino, ne, če so takrat znali narediti in niso imeli na razpolago nobene enologije, nobenega žvepla in so naredili, Vrhunska stvar. ne, se pravi, danes mi moramo znati kaj več kot to, kar se dobi, ne. Aleš, super, čas gre res hitro, tako da so končala drugi del. Drage gledalke, dragi gledalci, vrnemo se čez par trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je še vedno izjemen gost Aleš Kristjančič. Aleš, ja, veliko govoriva o naravi in bom rekel, vidim, da zelo pomembno je vzdrževati stik z naravo in pa ohranjati naravo, ne. Kje vidiš Slovenijo na tem svetovnem zemljevidu po ohranjenosti in ali lahko še kaj izboljšamo? Seveda lahko, moramo izboljšati, moramo, ker mi smo kot nalašč, kot da bi nas Bog naredil take, da bomo mogoče tisti, ki sicer niso imeli nafte, niso imeli plina, so to vse kupovali, ampak če je plin bil problem, recimo pred kratkim v covidu, veste, kak problem bo? Voda. Voda, si predstavljaš? Voda bo pa res problem obstoja, ne? In mi smo nekako šejki vode, mi imamo vodo in zato moramo zdaj razmišljati, da jo ohranimo, ne. Recimo, če gledam jaz iz moje panoge, ne. Če kmet pri svoji pridelavi hrane umaže vodo, tudi tisto, kar pridela, je umazano. In to se ne sme delati, to ni, kakšna hrana je pole to? Se pravi, za tebe, čeprav prideluješ vino, je voda bolj dragocena? Seveda, voda je na prvem mestu, ne. Ne obstaja dobrega vina, če ne bi bilo dobre vode, ne. In to si moramo bolj dati v dušo, noter v zavest, ne. Ampak verjetno strategija na državnem nivoju je samo, bom rekel, črka na listu papirja, ne. To mora dejansko vsak začutiti, ne.
tako, mislim, jaz sem bral, recimo, ko se reče strategije, iztočnice naše države. Ne. Je med Voda. prvimi je varstvo narave in tako, ne. Ampak bi lahko več naredili. Ne. Recimo, da bi se kmetje bolj odločali, zato jih je treba mogoče zopet začeti malo bolj ozavestiti. Ne. Zdaj problem je, da šole pa ne postavljajo, ne gledajo skozi moje oči. Šole mislijo, da je normalno kmetijstvo konvencionalno kmetijstvo in da je biodinamika ali pa biološko kmetovanje tista posebnost. Ni res. Tako je bilo kmetijstvo in zaradi tega smo mi prišli do leta 2025. Če bi takrat, če bi Že recimo bilo 50 intenzivno let nazaj, kmetijstvo. bi danes, veš, kaj je bilo. Puščajo. Ne, in se ne zavedajo, recimo tisti, ki ima otroke, se ne zaveda, kaj pušča. Recimo, jaz sem prepričan, da čez 100 let, to pa garantiram, bojo kazali s prstom na nas, kot na tiste, ki niso bili tisti, ki so vozili ne vem, električne avte in pazili na to. Ne, mi smo največ, do zdaj, vsaj največ pokvarili v najkrajšem času. In jaz nočem biti del tega. Mislim, kako ljudje moramo se malo začeti zavedati, da to nam ne pripada kot ta svet, nam ne pripada, da lahko na njim delamo vse. Vem, da si bil praktično po celem svetu. Ne? Ja. Kako bi v bistvu Slovenijo opisal? Ne? A je, bom rekel, Slovenija raj na zemlji, pa se tega ne zavedamo? A je Slovenija tako kot neka druga država, da imamo slabo, da se živimo v njej? Ker se mi zdi pomembno in tudi, ko govorim z gosti, so zelo veliko potovali. In ravno zaradi potovanj po svetu in spoznanj so ugotovili, da je Slovenija Raj. ja, in da ga je vredno, bom rekel, obdržati. Ne? Ampak veš kaj, se ne zavedamo. Mi radi lepo slišimo, tudi ko je bil predsednik, se spomniš, ko je bil predsednik na Brdu pri Kranju, enkrat je bil Bush, Putin. Bush, ne, ko se je srečal, ne, in je rekel, to je, prvič je rekel, to je majhen del raja. Ko je prišel drugič, je rekel, to je velik del raja. Ne, ja, res. In mi smo imeli takrat vino na teh dogodkih, zato malo teh stvari, recimo, sem doživel. Ne. In to je zelo lepo slišati. Recimo, tudi potem, ko so povedali po televiziji, ne. To je zelo lepo slišati, ampak se je treba zavedati, da prebivalci raja morajo biti rajani, morajo se tako obnašati. Ne. Zaščitniško, ne, Ker bom če rekel, ne, ravno v potrošniško. raju, da ti delaš grdo do narave. In vsak ima možnost v svojem majhnem, če bi vsi mi naredili od jutri naprej nekaj majhnega, bi bila velika sprememba vseeno. In lahko naredimo. Ne? Kaj bi potem, bom rekel, predal kot neko lekcijo, ne samo mladim, ampak v bistvu vsem, da lahko ali pa kako ohraniti Slovenijo kot rajsko deželo? Prvič, se morajo zavedati, da smo frajerji, da smo lahko ponosni. Hodimo lahko po koncu in lahko gremo. Jaz sem po celem svetu bil. Na začetku je zelo težko, če se spomnim tiste prve, ko sem mogel razlagati sploh, kje je Slovenija. In če so pa slučajno že kaj vedeli od slovenskih vin, so vedeli od zelo slabih vin, žal. Ampak zato, ker sem že takrat, ko se ni še toliko govorilo o naravnem vinu, o tem, kako je važno, da je vino res pristno. In če je vino tako, dejansko je prostor tega vina, te ne opije, ti si drugačen, ampak ne pijan. Ti poješ boljše. Radosten. Radosten. To ni neka posebna faza pijanosti in to naredi samo vino, spet to naredi. In v bistvu okolje, ki je kvalitetno, da lahko naredi kvalitetno vino. Ne? Tako, ampak za priti do te kvalitete je predpogoj čistost. In kmet ni nikoli mazal
kmet je bil vedno neke vrste vrtnar narave. Ne? In zato je kmetijstvo, kjer je bilo, ni bilo nič slabša narava kot tam, kjer je bil gozd. Ne? Danes ni več tako, ne? In še posebej, kar se dela v svetu z umetnimi gnojili in s tem. Ne? Zato pa mladi morajo vedeti, da če imajo to srečo, da pridejo, da so Slovenci, da živijo v raju, potem bilo kaj se bojo v življenju odločili, če kako smer podjetništva ali pa kak poklic, ampak vedno ne, imajo v glavi to, da se narave ne sme pokvariti. In vse naj bo v tej smeri. Mi lahko vse naredimo brez to narediti grde stvari. Kako pomembna je pa v tvojem življenju tvoja družina? Brez družine jaz ne bi bil tle. Družina je tista, recimo, če še posebej v kmetijstvu, ampak jaz mislim, da v vsaki obliki življenja, v vsaki družini, ki se lahko ukvarja z bilo čem. To je steber vsega. Mene so naučili, ne, da v družini se lahko vse pove. V družini se lahko tudi skregaš, ampak moraš pa vedeti, da spat pa moraš iti že z ljubeznijo. In vsak dan samo moraš razmišljati o danes. Jutri bo jutri. In če danes uspeš to narediti, bo jutri verjetno boljše. In recimo pri nas, jaz sem začel delati z mojim očetom in je prišla Vesna k hiši, to je bila klasična familija, ne, kmečka, taka, recimo res s tradicijo do trte in zato recimo poleg, ne vem, včasih, ko si mlad, veš, na tradicijo ne gledaš. Ja, na tradicijo ne gledaš njih najbolj lepo. Ampak tradicija mi je dala zrele trte, take stare vinograde, ki so bili ohranjeni tako, da so te trte šele takrat trta, da najboljše grozdje. In zaradi tega tako vino gre lahko v svet. Ampak to brez tradicije močne, brez močne družine, ki razume, da recimo pri nas je pravilo, da ob nedeljah se greh maši. Ampak če je pač pa v vinogradu nekaj potrebno narediti, to ni greh takrat delati. Se pravi, niti ne za nas ljudi, za vinograd. In družina mora biti taka, ki to razume. Ne? In Vesna je prišla k taki družini in recimo z drugega okolja, starši izobraženi, mama zobozdravnica in tata je bil župan, ne, Gorice. Ampak, ker smo se imeli tako radi, je ona postala tako. Sprejela. Ja, in ona je tudi povzela. Ona je tudi končala študij, ne, in tako. Aleš, hvala lepa, da smo te imeli priložnost poznati na malo drugačen način. Hvala, da si vzel čas in prišel v naš studio. Drage gledalke, dragi gledalci, tudi vam verjamem, da so bile te informacije, ta pogovor izjemno zanimiv, morda tudi koristen. Povzamem, čuvajmo našo prelepo deželo, vsak lahko naredi majhen del, ki pomeni velika celota za vse nas. Lep preostanek dneva vam želim in vabljeni k ogledu ostalih oddaj Moja družina.